Dobro, voznik. Ti motor. Minister, vas je kaj strah? Ne, ker sem se že vozil. Ko smo testirali, obe vozili. Kje si se pa vozil? Na poligonu. Kje, kle v Franz Sloveniji? Rozman stane. Imamo svoj poligon. Kle v Ljubljani. Ne zagreje. Ravno, ne ravno. Sam pa moram reči, da pa kje se zgledate s tole čelado. Ja, se ti tudi. Ja, se mi izdel. Nič hujšega kot na ljubljanskem avtobusu. Ja, to je res. Zelo mehko, ne? Ker to zdaj smo že za Grpin. Dobro, To bolj ni čovo. Voznik bo peljal popolnoma isto turo, kot ste gledali prej na predstavitvi. To se pravi, takrat, ko ste mislili, da leti vozilo skoraj po zraku, bomo se zdaj peljali. Še enkrat poudarjam, hidropneumatično vzmetenje je, bom rekel, med boljšim. Sam se pa vidi, da so Pirelli gume. So mehke. Ja, ker so mehke, ja. Mi smo skrbeli za udobno vožnjo. Zamišljajte si, da bi preživeli delovni dan stoječ ali pa sedeč na sedežu v ljubljanskem potniškem prometu. Ja, če bi bile take luknje na cesti, bi Jankoviča tožil. Podviguje želodec. Ne, v redu je. Dobro je. Sam, ker ne veš, a bo una luknja zdaj ali bo una luknja pol. Imeli eno patrijo s panoramskimi okni. Hitrost je 55 km/h. Dobri smo. A ne, pa se ne čuti, a ne? No, Zdaj smo šli prek cesta, ne, ne? če videla, kje smo. A bi kaj povedal, opala. Ja, minister, še Toneta Anderliča pa Milana Cvikla v tak kombi pa akcija. Po moje. To je bilo pa dobro, da sem želel zdaj, ker sem ga pretegnil. V redu je. Dobro začelal. Ne, ostalo. Sem pa pretegnil na točko, da sem Za 500 evrov, a ne, kdo sem še bolj. A ne, Ja, zdaj gremo priznate, tam, da kjer so smo že plače bili, preniske. spodaj mimo vrtače, še 2 minuti pa smo končali. Zdaj pride. Treba še z mojimi, a ne. Da zdaj pride una vrtača. Drugi krog. Začenjamo drugi krog. Zdaj je drug krog, super. Koliko je pa vmesen cajt? Una vrtača pride zdaj na red. Ne, se pa igramo sam mim, tako da je pari. Zdaj sem se spomnil, dajte vi meni povedati kot vojak, ne? Koliko imate vi plače za tale avtobus? Koliko sem jaz plačal? Ne, koliko imate plače za tale avtobus? Tako vsi ostali. Ja, koliko je to? 710. 710 evrov. tale avto, ma gre ti pa dober, ne? Nobena trola ne gre. Ne. Potem tudi ne. A se strinjate, da je to drugačna služba, kot v pisarni? Strinjam. Dajte ministru Virantu povedati, da to ni tako, kot ostali uradniki. Ja, Da je vojaška služba precej drugačna. to se strinjam, sam se mi zdi, da bi res lahko imeli vojaki malo več denarja. Pa treba vedeti, da to v takih razmerah, kjer lahko so tudi bombe, pa mine, da se so Ja, no, vse pravi, ja. na misijo. Moram reči, minister, da hvala Bogu, da ni več naborniške vojske. Opala. Če bi se kdajkoli s kakim drugim podobnim avtom prej peljali, bi videli,
Jaz bom rekel na Jaz sem koncu, vesel, da sta punce test prestale. In moramo čestitati. malo sta blede, ampak v redu. Bravo. Čeprav v testni posadki je bila punca, tudi prva, ki je letela ven. Dajmo še za voznika en aplauz. Bravo, voznik. Bravo, punce, evo, res. Čestitam vama. Moram vrati, bravo. Ker ni enostavno. Ja, ni. Ni enostavno, kar trese, dobro je. Gospod minister, vam lahko izrečem zahvalo za to vožnjo in vam v bistvu želim mir na svetu brez vojn. Jaz si tega najbolj želim, da ne bi bilo vojn in da ne bi nikdar uporabljali vse te zmogljivosti, ki jih imamo. Vendar žal ni tako na svetu. Ampak samo še ena stvar me zanima. Pej dol. Vojak mi je rekel, da ima 700 evrov plače. Ja, zato ker smo jih povečali. No, mislim, ampak vseeno se mi zdi To je moja zasluga. dosti nizka. Ja, prej bila pa še nižja. Hvala lepa, upam, da nismo ne več naredili. Naslednja skupina, če lahko